Gre. Hopa! Dobar dan, dragi moji, pozdravljeni na TV3, gledate kviz Poberi v mestu. Jaz pa sem Marcel Nahtigal, me veseli, da sem spet v vaši družbi. Danes jaz sem se že pripeljal čez tole štango, vas bom pa še pripeljal čez današnji kviz. Iskali bomo tekmovalce, ki bojo hoteli sodelovati v našem kvizu in upajmo, da prišli do 40 evrov. Wow, tako deluje ta celotna zadeva. Ostanite z nami in bomo videli, kaj se bo naprej zgodilo. Jaz pravim, da bo čarovniško. Čarovnija bo v glavnem. Čarovnija bo. Ostanite z nami. Tako zopet se sprehajam po ulicah Ljubljane in iščem ljudi, ki bili pripravljeni sodelovati v kvizu Poberi v mestu. In najboljši start za začeti to je ena kafana. Dobar dan! Dobar dan! Lepo pozdravljeni, lahko zmotim za eno sekundo? Brez problema. Definitivno, me veseli. Moje ime je Marcel in s TV3 delam en kviz, ki se imenuje Poberi v mestu. Princip tega kviza je tak, da najdemo mladeniče in mladenke, kot ste vi sami, in jih vprašamo, če bili pripravljeni sodelovati v tem kvizu. Ja. Gre pa približno tako, 7 vprašanj, če pridete do konca, dobite 40 evrov. Cool. Se sliš dober? Pretty much, ja. Pretty much. Svetovno, me veseli. Jaz sem Marcel. Nec. Nec, me veseli, gospodična. Rebeka. Opa, razbijam čaše, sve zbog tebe. Petja. Petja, me veseli. Super, gremo se igrati kviz Poberi v mestu. Ok. Odlično. Pozdravljeni v oddaji Poberi v mestu na TV3, z mano je Nec. Živo, Nec. Živo. Kako si, Nec? Ma bo, no. Bo? Si kaj živčen? Sem bil prej malo bolj kot zdaj. Si bil prej malo bolj živčen? Ja. Zdaj smo že ene dve rekla, smo malo bolj sproščena. Bomo v redu, a ne? Bomo v redu. Nec, čim se ukvarjaš v življenju? Poleg tega, da si ekstremno good looking in loviš punce po Ljubljani. Ja, najlepša hvala. Prosim. To so moji proudest achievements. Ne, drugače pa filozofija, zgodovina večinoma. Ok, se pravi, kar tako, eksistencializem je tako neka močna zadeva, o kateri si premišljuje. Ja, je. Ok, no, v redu, ne, to je tudi, more biti. Nec, da ti še enkrat razložim pravila tele najine igre. 7 vprašanj imava. V redu. Na vseh 7 moraš odgovoriti pravilno, da prideš do velike nagrade TV3, to je 40 evrov. Ja. Imaš pa na voljo tudi 2 pomoči, da ti bo lažje. Enkrat lahko menjaš vprašanje, enkrat pa lahko nekoga prosiš za pomoč. Mimoidoča, kolega, kolegica, pokličeš po telefonu, po želji. Vse razumeva, vse štima? Vse štima. Odlično, potem pa najboljš, da kar začneva tale najin kviz. Pa deva. Dajva. Vprašanje številka 1 se glasi: kakšno je drugo ime za Tajsko, po katerem se imenujejo tudi zaraščeni dvojčki? Zaraščeni dvojčki. Kako se imenujejo? Zdaj, bolj znano, meni bolj znano bi bilo to poimenovanje za zaraščene dvojčke, torej dva dvojčka zaraščena skupaj v eno telo, se imenujeta? Siamese twins. Okay. Drži, ja. Ne, to je sicer res, a mogoče znaš to v slovenščini? Siamski. Ok. Ja. Ok. Drži, ne? Okay. Se prav bova rekla, da je drugo ime za Tajsko Siam. Siam. Ok. Ok. In to je tvoj zadnji odgovor, boš še kaj? Je zadnji odgovor. Je zadnji odgovor? Ja. Pravilno. Siam je pravilen odgovor. Okay. Nisva mogla veliko klele zgrešiti, ne? Ja. Malo z angleščine ven narediš, prideš iz zaraščenih. Kaj češ, poglej, to pa bomo mogoče malo problem, ampak bomo preživeli. Ja, a veš, dokler se lahko z ničem pomaga, zakaj si ne bi, ne? Ja. Super, zdaj smo prišla čez prvo vprašanje, tale let smo prebila, pa greva kar naprej. V redu. Zdaj se bova pa iz Tajske premaknila mal na gorile. Gorile, ok. Gorile kot živali. Ja. In sicer drugo vprašanje se glasi: koliko prstov imajo na obeh nogah gorile? Koliko prstov imajo na obeh nogah skupaj gorile? 10. 10. Ja. Se pravi, kaj, 6 na eni, 4 na drugi, 5, 1, 5 z druga? 5. 5. Ja. In si zihar. Ker pač so dosti podobne nam, da bi imela enako število prstov. Ja, bi tako rekel. Torej, ti praviš 10. Da. Pravilni odgovor, ja? 10 je pravilen odgovor. Tudi klej nismo imela veliko za razmišljati v končni fazi. Tako da ja, zelo tesno sorodstvo poteka nekako med gorilom, tudi pa med nam. Tako da to si imamo skupnega med drugimi, te število prstov.
Evo, tako noč, zdaj sva že prišla čez 2 vprašanji. Da? Ni bilo tako težko, nobene pomoči še nisva izkoristila, to je sam plus, pol na koncu, ko pogledaš. Se pa počas, ampak vztrajno bližava polovici najnih vprašanj. 7 jih je vse skupaj, zdaj sva pri vprašanju številka 3. Vprašanje številka 3 pa se glasi tako. Kateri del telesa prizadene rinitis? Rinitis. Si že kdaj slišal za rinitis, imel mogoče koga, ki je trpel za rinitisom? Sem že slišal, ampak na tej točki bi izkoristil zamenjavo vprašanja. Bi izkoristil zamenjavo vprašanja? V redu, definitivno lahko, zato jih imamo na voljo. Da ti zaupam zdaj odgovor na to vprašanje. Nos. Rinitis prizadene nos, to je lahko ne, če pogledamo, alergijski rinitis je vnetje nosne sluznice zaradi preobčutljivosti, lahko tudi ne, kakšen senjeni nahod, kaj taga. Po angleško rhinovirus, ja, nahod itd. Angleško poznaš to? Ja. Izraz za to? Ja. Wow, ok. Ne pač za virus, Vsak dan se nekaj novega naučil. Ja, kaj češ, ne? Kaj češ? Dobro, svetovno, menjava vprašanje, najna menjava pa se glasi. Kako se s prevzeto besedo iz latinščine imenuje vodilni oddelčni zdravnik v bolnici? Lahko ti povem to, da definitivno poznaš ta izraz. Definitivno ga poznaš, mogoče ti ni tako, da ti ne pade takoj na pamet, ampak lahko še enkrat vprašanje? Lahko. Kako se s prevzeto besedo iz latinščine imenuje vodilni oddelčni zdravnik v bolnici? Glede na to, da je to vodilni zdravnik, lahko sklepava, da je to prvi zdravnik, ki je tam. Ja, dobro, no. Iz latinščine... Ja, prvi je pač primo. Kako? Ne, zdaj sam na glas razmišljam. Ja. Zdaj, karkoli... Lahko malo bolj na glas razmišljaš, pa ti mogoče kaj pomagam tukaj zraven. Prvo praviš, da je... Neki na prima ali pa... Ja, kakor prvi. V redu, to je kar so far so good, bova rekla. To je zelo v redu napeljava. Se pravi, latinsko primo, kot prvo. Kot prvo. Zdaj pa, če iščeva osebo, zdravnika, ki se imenuje po prima... Ja, potem bi bil... Najbolj bi si zamislil primus, ampak problem tega je, da tega še nisem slišal. Tega še nisi slišal? Ne. Ampak recimo, a si gledal mogoče kdaj kakšno serijo slovensko, kjer so zdravniki zraven? Lahko tudi tujo. Tujo, ja dobro, no, House sem gledal, ampak tukaj... Okej. In njemu rečejo kako? Houseu? Ja. A mu rečejo doktor, a mu rečejo kaj drugega? Se nisi tudi jaz zdaj sigurno. Čeprav on je, njemu rečejo diagnostik, diagnostician. Ok, redo, pa se pa premakneva raj na mogoče kakšno slovensko serijo, ki ima kakšne zdravnike tam zraven, ki jih pa... Poleg naše male klinike, kaj nisem gledal že 9 let. No, to je pa malo škoda, ali? A ne? Kar je, ja. Tam tudi so določeni zdravniki nazvani s tem nazivom, in se jih kliče po tem nazivu. Zdaj prišla sva do tega, da je to prvi zdravnik, primo izpeljava iz prima. Smem poklicati? Definitivno. Ok. Rajš tole ne riskiram in pol upam, da bo bolj šlo na drugih vprašanjih. Ok. Koga bova klicala? Klicala bova osebo, ki zaradi zelo očitnih razlogov noče biti poimenovana. Ok. Je tudi v občinstvu, ampak kaj češ? No, pa pokličal osebo, Anonimnost je pač anonimnost, a ne? Anonimnost je ključ nekaterih odgovorov, a ne? Kaj ne rečemo. Ti še enkrat ponovim vprašanje, ali? Sama? Kar. A lahko poveš, prosim? No, odgovor je primari. Odgovor je primari. Ja. Hitro se izvedel tole. Sem hitro izvedel. Od anonimneža. Od anonimneža, ki je v občinstvu, ampak zaradi zelo očitnih in zelo razumljivih razlogov noče biti naslovljen. Pa ga, ni treba. Važno, da si ti tukaj z mano. Primari praviš. Ja. In boš vzel njegov odgovor. Ja. Primari je pravilen odgovor. V redu. Zdaj se ti zdi, da
Mislim, lahko prišel do tega nekako. Si že slišal ta izraz? Ne, v bistvu presenetljivo še nisem. Presenetljivo še ne. Še ne. Vsak dan se nekaj novega naučiš. Ne? Čisto res. Vsak dan se nekaj novega naučiš. Prosim, you welcome. Zato sem tudi jaz tukaj. V redu. Zato sem tudi jaz tukaj. Dobro, čez 3 vprašanja sva prišla, malo s tele pomoči sva porabila, ampak zdaj polovička pa je res tukaj. Ne? Polovička pa je res tukaj. Zdaj je kar je, ne? Je kar je. Ne? Zdaj pa bomo malo govorila o filmih. Kaj spremljaš svetovno filmsko sceno, si fan mogoče kakšne zanimive klasike? Zanimive klasike. Recimo, zanimive lih ne, ampak pač Shawshank Redemption je po vsej verjetnosti en od mojih najljubših filmov. Ja, tudi najbolj ocenjen na IMDb-ju, če se ne motim. Ja, zadnji, ki sem pogledal, je 9,3, ja. 9,3, evo, držim. V redu, ne bo, mogoče bova o tem filmu govorila, mogoče nava o tem filmu govorila, ampak četrto vprašanje se glasi: čigav seznam je v naslovu filma, za katerega si je Steven Spielberg prislužil prvega Oskarja? Čigav seznam? Schindler's List. Schindler's List? Schindler's List, ja. Ok, mogoče veš to v slovenščini? Ti bom prišel v angliščini sicer. Schindlerjev seznam. Schindlerjev seznam. Ja. Torej, čigav seznam je v naslovu filma Schindlerjev. Ja. In to je tvoj zadnji odgovor. Ja. Ne bova veliko komplicirala. Ne bova. Schindlerjev je pravilno odgovor. Danes ti tale angliščina zelo veliko pomaga, tako zraven. Ja, se mi tudi nasploh, če bi kogarkoli, ki me poznal, vprašal, mi praktično angliščina bolj pomaga kot slovenščina. Ja, hvala Bogu, nekaj ti mora pomagati v življenju. Ne? Mogoče veš, o čem se gre film? Dogaja se med drugo svetovno vojno in govori o tem Schindlerju filma. Iskreno nisem gledal, sem pa slišal, pa je ne bi se dogajalo, kako ta Schindler se... On rešil zelo veliko Židov iz koncentracijskega taborišča in to si je prislužil prvega Oskarja. Ja, čisto razumljivo. Spielberg si tako prislužil prvega Oskarja. V redu, mogoče ga pa boš pogledal še kdaj, ne? Ja, ga bo treba, se je Ralph Fiennes noter, tako da se je kar treba. Zadevo, ne? Evo, super, 4 vprašanja, samo še 3 vprašanja. Zdaj se počasi bližava mi v temu koncu, počasno, ampak vztrajno. Počasno, ampak vztrajno. Številka 5, najeno vprašanje številka 5 se spet navizuje na filme. Okay. Zdaj le nama je šlo dobro s filmi, zakaj ne bi ostala malo par film? Okay. Vprašanje številka 5. V katerem filmu je Humphrey Bogart izrekel slavni citat: "Vedno bova imela Pariz"? Vedno bova imela Pariz. Iščeva film, v katerem je Bogart izrekel: "Vedno bova imela Pariz". Razmišljaš? Ja. Lahko ti malo namignem tukaj zraven. Se mi zdi, da je nekaj v zvezi Noč v Parizu ali nekaj takega. Sam nisem še čist prepričan. Ti bom malo pomagal tukaj in sicer ti bom rekel, da ima naslov filma v španščini podoben oziroma enak pomen kot neka zelo specifična stavba v Severni Ameriki, v kateri ameriški predsednik preživi zelo veliko časa. V španščini? V španščini. Poznaš mogoče angleški izraz za stavbo, ki jo iščeva? White House. White House. To je več ali manj ta izraz v angleščini, ampak mi to iščeva španski... Casablanca. Casablanca? Casablanca. Ja. Casablanca? Ja. Si gledal mogoče zadevo? Sem gledal zadevo, sam se zdajle se toliko nisem mogel spomniti in se zdajle rahlo sovražim zaradi tega, ker se nisem spomnil. Ne rabe se. Praviš, Casablanca, to je tvoj zadnji odgovor. To je moj zadnji odgovor. Casablanca je pravilen odgovor. Dokler imamo pravilne odgovore, nimaš razloga, da bi se sovražil zaradi česarkoli. Bomo pa še videli, ne? Bomo pa še videli. 2 vprašanji imava še. Okay. 2 vprašanji imava še. Poznaš kaj, kako bi rekel, tuje merske enote? To v bistvu empirične enote, praktično? Lahko bi govorila o empiričnih enotah, ja. Okay. Zdaj, najno 6. predzadnje vprašanje. Zdaj 2 vprašanje te še ločita od 40 evrov. Okay. Ampak 6. predzadnje vprašanje se glasi: koliko palcev je v enem čevlju? 12. 12? Ja. To je bil pa zelo tako odgovor kot izstopa. Se mi zdi, zato ker Američani rečejo, da so 5'11", nikoli pa ne rečejo, da so 5'12", zato ker so 6 feet. To je zelo dobro sklepanje.
To je zelo dobro sklepanje. Mogoče veš, koliko je 5'11"? 5'11" bi bilo, če je tisti 33 krat 5. Ojej, to bi bilo 65, pa še 11 krat 2,5. Ne vem, Mislim, da je 180. 6 feet bi bilo tam okoli 180 praviloma. Krog 180, ja, skrog 180. Glavno odgovor je 12. Torej, ti praviš, da ker nikoli nihče ne reče, da bi bil 5'12", ampak maksimum 5'11", da je vse skupaj 12 palcev v enem čevlju. Da. In to je tvoj zadnji odgovor? Ja. Pravilno. Pravilen odgovor. Bravo, no, evo, zdaj smo pa res prišla do zadnjega vprašanja. To smo res tukaj, ne? Zadnje vprašanje. Malce ti izkoristil te pomoči v ta prvem delu, ne bolj, ampak v drugem delu nam je pa kar... Upamo, da bo šlo tako dobro, kot do zdaj, ne? Evo, tudi jaz upam, točen tako. Ej, so far so good. So far so good. Nejc, zadnje vprašanje. Okay. Vprašanje številka 7. Kateri državi pripada velikonočni otok? Poznaš velikonočni otok? Si že slišal? Ja, 2000 km iz obale Čila je. Iz obale Čila? Od obale Čila. Zdaj sam razmišljam, če bi bil slučajno od Britancov ali od Čil. Ampak moj finalni odgovor bo od Čil. Od Čil? Saj veš, kaj mislim. No, ja, vem, ja, ne. Čile kot država. Pripada državi Čile. Ja. Ne Britancov. Ja, bi rekel. To je moj zadnji odgovor. Če ti rečeš, da je zadnji odgovor, ti moram jaz ta odgovor vzeti. Čile so pravilen odgovor. Bravo, čestitke. Ni bad, ja, ni bad. Koliko praviš, ni bad. Kaj zdaj za samo tem denarjem? Ja, zdaj najprej moram 3 kavice častiti. Najprej moraš 3 kavice častiti. Bomo pa videli, kaj bo, ne? Meni se to zdi kar dobro porabljati denar. Ja, čisto fajn, ne? Najlepša hvala, da si sodeloval v Berju mestu. Še kdaj, če bo priložnost? Ja, z največjim veseljem. Me veseli. Dragi moji in dragi moje, zdaj pa je čas, da nam še Nejc zaupa kakšno besedo ali dve v kvizu po Berju mestu. 40 evrov se mi kar dobro sliši. Hopa, cupa. Dobar dan, dragi gledalci, drage gledalke. Jaz sem v ozadju opazil dve mladenke. Dve mladenke pa sta točno stvar, ki jo jaz iščem za naš kviz po Berju mestu. Jaz upam, da boste pripravljeni sodelovati v tem kvizu, ampak več bomo pa videli čez 1 sekundo. Gospodični! Dobar dan, kako sta? Pa greš, no. Jaz sem tudi zdaj odlično. Jaz sem zdaj še boljš, ker sem bil prej, ker sem vaju srečal. Jaz imam za vaju en nor plan, ker sem se ga zastavil, da bomo mi čez ta plan šli skupaj. Dobro. Zadeva ni toliko sketchy, ki se sliši na prvo uho, ampak snimamo en kviz na TV3. Dobro. Zadeva se imenuje Po Berju mestu. In zastavim vama 7 vprašanj. Če govorite pravilno na vse to, imate tudi nekaj pomoči vmes na voljo in pridete do konca, dobite 40 evrov. Ok, Ja? super, zmenjeno. 40 evrov zmeri prav pride. 40 evrov zmeri prav pride. to pa Svetovno. res, ja. Jaz sem Marcel. Tija me veseli. Tudi mene. Ja, Korina. Me veseli. Gremo se igrati kviz Po Berju mestu. Gremo. Jaz sem kar tukaj zraven sedel. Dragi moji, čas je za kviz Po Berju mestu. Z mano je Tija. Tija, lepo pozdravljena. Pozdravljen. Kako se Tija? Pa gre. Wow, to je tako ful, mislim, ne vem. Malo napetosti trenutno. Ne, Malo ampak napetosti bomo trenutno. že. Ok, upam, da bova razblili na to napetost tekom te igre. Ne, nekako. Bomo videli. Da ti še enkrat razložim, kako celotna zadeva poteka. 7 vprašanj imam. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Če ne, dobiš večno čast in slavo. Nekaj je. Nekaj moramo ponuditi za zamenjavo. Imaš pa tudi 2 pomoči na voljo. Enkrat lahko zamenjaš vprašanje, enkrat lahko nekoga drugega prosi za pomoč. Pokličeš po telefonu, vprašaš kolegica, vprašaš mimoidočega, kakor hočeš. Zmenjeno. Me veseli, da smo se tako fino zmenila. Tija, prej gremo v igro. S čim se kaj ukvarjaš? Trenutno obiskujem 4. letnik zobotehnične šole. Okay. To je tu v Ljubljani. Drugače sem pa v dijaškem domu Ivana Cankarja. In ja, to je v bistvu bolj to. To je tvoje življenje? Ja. Tija, zakaj si se odločila za zobotehniko? Ker me je že od nekdaj veselilo ustvarjanje, delanje. Ja, se zgodi. Ne vem, ja,
Ustvarjanje, ja, neko, vsakič nekaj delaš. Ustvariti lep nasmešek svetu. To. Wow, to je bilo toliko lepo zdaj povedano. Tija, super, ne? Me veseli, da te to veseli, zdaj pa čas, da se midva igrava kviz Poberi v mesto. Najbolj, da kar začneva. Tija, a ješ solate? Seveda. Ja. Kjera je tvoja najljubša solata? Grška solata. To pa je smešno naključje. A res? Ja, zares, ker namreč prvo vprašanje se glasi, kateri sir je sestavina grške solate? To pa mora biti feta sir. To pa mora biti feta sir. Če je to tvoja najljubša solata, boš že vedela, ne? Feta sir praviš, veš, kakšen je to feta sir, iz česa je? Mogoče, veš, specifike feta sira, sam veš, da je feta sir in da je ful dober. Ja. Ful, okej. Se pravi, feta sir, tvoj zadnji odgovor na prvo vprašanje? Da. Drži, pravilno, feta je pravilen, je ta sir, ki smo ga iskala, sicer je pa to beli ovčji sir. Zdaj veš, ovčka. Bebe. Dobro. No, Okej. dobro. Greva naprej. Vprašanje številka 2 pa je za moje pojme tako, no, a veš, težko. Ok, bomo videli. Bomo videli. Za tebe, mogoče za mene, ne. Wow, to je bilo zdaj ful suvereno. Bomo videla, ne bomo videla. Vprašanje številka 2. Katero vlogo upravlja Zubin Mehta v izraelskem filharmoničnem orkestru? Glasbenik. Definitivno je neke vrste glasbenik. Ne, je namreč v filharmoničnem orkestru, pa mogoče veš, katero specifično vlogo on tam upravlja. Sicer napoveduje, da se bodo zdaj oktobra 2019 on upokojil iz te pozicije, je pa kar zelo odgovorna pozicija, no. Kar moram reči. Se pravi, iščeva, katero vlogo upravlja Zubin Mehta v izraelskem filharmoničnem orkestru? Odgovorno. Zdaj pa se ne spomnim, kako se mu reče. Ampak dela kaj? Dirigent. Dirigent! Ja! Dirigira, on je dirigent. In ti boš rekla, da je dirigent, da je karkoli drugega. Wow, znam govoriti. A veš, ker sem zraven simpatičnih punc, se mi poje kar zareče, kdaj pa kdaj. Dirigent praviš, da je. Zubin Mehta je dirigent. Upam. Upaš. Upam. To je fino, da upaš, ampak zdaj bom te še vprašal, je to tvoj zadnji odgovor. A bi kakšno pomoč uporabila, ali si suverena v to, da je dirigent? Je to sicer ne, kar taka odgovorna naloga? Ja. Bom ostala kar pri dirigentu. Pri dirigentu boš ostala. Torej, ti praviš dirigent, to je tvoj zadnji odgovor. Dirigent je pravilen odgovor. Tudi glasbeni direktor bi ti priznal, ne? Glasbeni direktor. Ampak prej do dirigenta. Dobro. Tija, super, ne? Ja. 2 vprašanje sta imeli, nobene pomoči nisva še izkoristila, jih šparava za kasneje. Ja. Če bo slučajen potreba, pa pojva naprej. Kaj spremljaš olimpijske igre? Ali pa te bom tako najprej vprašal, si kaj športnica, se s čim ukvarjaš? Ja, drugače sem trenirala rokomet, sam zdaj že kar davno tega. Ok. Ja, glede olimpijskih iger pa, ja, kak pride. Ene športe malo bolj, ene športe manj. Kaj spremljaš plavanje? To pa nažalost ne. No, lej, ti praviš ne, ampak mogoče se ti pa kakšno ime kdaj vtisnilo spomine, ne? Ker tretje vprašanje se glasi, katera slovenska plavalka je leta 2008 v Pekingu osvojila srebrno medaljo? Torej, 2008 v Pekingu iščemo, katera slovenska plavalka je osvojila srebrno medaljo. Ni to bila ena Tina. Priimka dvomim, da se bom spomnila. Ti misliš, da je Tina, ampak se ne spomniš priimka. Ja. Tija, še vedno imava na voljo tudi 2 pomoči. Mogoče bi pa uporabila trenutno pomoč. Ok, lahko. Zdaj 2 imaš na voljo. Lahko zamenjaš vprašanje, lahko pa nekoga drugega prosiš za pomoč. Bi kar prosila kolegico za pomoč. V redu, gremo kolegico prositi za pomoč. Dobro. Kolegica je z nama tukaj nekje, ne? Ja! Kolegica! Živjo! Kolegica, kako si? Super, me veseli. Mogoče bomo zdaj še boljši, ne po tem odgovoru. Pri tretjem vprašanju sva s Tijo in sicer sprašujeva se, katera slovenska plavalka je leta 2008 v Pekingu osvojila srebrno medaljo.
Se mi zdi, da je ime Sara Ok. in piše se neki na... Sara Isakovič. Ja. Isakovič. Ja, a ni neki... Sara Ja. Isakovič. Mora biti neki ta... Ja. Mora biti nekaj takega. Nisem prepričana, se mi zdi, da je neki tasga, ja. Ok, si že nek zasledila Yep. Saro in se ti zdi, da je to to. Kolegica prav, Sara Isakovič, boš vzela njen odgovor? Bom vzela njen odgovor. Nič drugega nimava v mislih, Ja. ne takega konkretnega, razen neke Tine brez priimka. Ja, Tako da Sara Isakovič. In je Ja. to tvoj zadnji odgovor? zadnji odgovor. Sara Isakovič je pravilen odgovor. Sara Isakovič je zares bila ta plavalka. Najlepša hvala za pomoč. Najlepša vam. hvala. Prosim, ne, vedno rad dam priložnosti take, če so potrebne. Sara Isakovič, nekateri drugi so osvojili medalje, takrat Kozmus, recimo Žbogar, Rajmond Debevec je to dobil medaljo, ampak Sara Isakovič je tudi bila med temi, ki so dobili medalje. Zdaj pa sva že kar dobro na polovički, ne? Ja. 3 vprašanja sem jim. Ena pomoč se porabila, eno pa še za to Ena drugo še polovico ostane. šparava. Super, greva kar na vprašanje številka 4. To vprašanje pa se glasi, kakšen je drugi izraz za samokres? Samokres. Če se nekaj samo kreše, krešne, krese, kresuje, kresa, Samoužik. ampak iščeva pa predmet. Aha, kaj? Predmet. Ni to pištola. Lahko bi bila, ne? Lahko bi Ja. bila pištola. Pištoli je smodnik, a ne? Drži? Ja, unih starejših, ja. Mislim, Zdaj pa že, tudi, zdaj že v nabojih Zdaj, noter, ja. ne? Zdaj že v nabojih noter, ampak prek Ja. pa smodnik pa potlačil Ja. naboj in si ustrelil, ker se je to samo kresilo. Ja. Samo kresilo se je. Se pravi, ti praviš samokres pištola. Ja, neki tasga. Mušica nam nagaja. Ja. Pištola. Kaj drugega? Ne. Ne. Pištola. To je zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Pištola je pravilen odgovor. Da boš pa prišla do tega. ne? Dobro. Ker malo je bilo tako. Tudi revolver bi lahko rekla, ne, pištola, revolver, kaj od tega. Važno, da strelja naboje, pa je to. To je to. Fino, lej, 4 vprašanja sem imel, še 5, še 5. še 3. Wow, skoraj sem se ti zlagal. Mislim, lahko bi tudi malo podaljšala, Ja. veš, dobro nama gre, zakaj pa ne bi. Sva pa pri 5. vprašanju, evo, to sem hotel reči, pri 5. vprašanju sva. Še 3 pa sva pri koncu, pa je 40 evrov tvojih. Dobro. Ampak vprašanje številka 5 pa se glasi. Iz katere države prihaja proizvajalec tovornjakov, avtomobilov in avtobusov Tatra? Tatra. Si že kdaj slišala za tega proizvajalca? Nažalost nisem. Nažalost nisi. Ok. Je pa Tatra. to, ja, Tatra. Je pa to kar zelo stara avtomobilska znamka, lahko bi rekel za Peugeotom, da je nekako to v bistvu še najstarejša, še delujoča avtomobilska znamka. Izhaja pa iz katere države? Iz katere države? Kam bi to dala? Kam bi to dala? Kam bi to dala? V državo take dobre alkoholne. A lahko dobim malo pijače. orientacije? Malo Po orientacije Evropi. po Evropi lahko dobiš. Lahko ti povem, da so, kako bi ti namignil, rečemo, da iz te države prihaja tudi ena avtomobilska znamka, zelo velika avtomobilska znamka. In avtomobile te avtomobilske znamke uporabljajo tudi slovenski policisti in drugi. A ni to Češka? Lahko bi bila, ne? Lahko bi bila Češka. Probajmo Češka. Probajmo Češka, se pravi, ti praviš Češka in Češka je tvoj zadnji odgovor na 5. vprašanje. Na 5. odgovor. Češka je pravilen odgovor. To pa mi je zdaj kar malo srce bilo. Ja, si imela dosti srečen s policaji, da si bila Ja. tako, aha, Vena, vaši avtomobili so pa iz Češke. Ja. Ja, drži, evo, zdaj pa predzadnje vprašanje. Tija, Že na predzadnjem vprašanju. še 2 vprašanje. Še 2 vprašanje. Pa eno pomoč še vedno. Še eno pomoč. Pismo, ne, koliko se nama kar nabirajo To pa te res pomoči. gre. Sploh jih ne bi rabila. 6. vprašanje, predzadnje vprašanje. 2 vprašanji pa so pri 40 evrih. Se glasi, nad katerim mestom se nahaja grič Piramida? Še enkrat.
Nad katerim mestom se nahaja grič Piramida? Lahko ti povem, da govoriva o slovenskem mestu. Wow, ne? Kdo bi si mislil? Nad katerim mestom se nahaja grič Piramida? Je pa na griču tudi kar nekaj časa stal grad, ki pa se je imenoval Marburg. A ne, Marburg se je imenoval ta grad. Marburg. Aha. Zanimiv, ne? Zanimiv ime. Kaj bi ti lahko mogoče kaj pomagal? Mogoče ti ne more, a ne? A veš, to je vse odvisno od tega, kako si interpretiramo kakšne določene informacije, ki jih prejmemo. Ne vem, Marburg me tako najbolj spominja na Maribor, ne? Je kar podoben, a ne? Ja. Je kar podoben ime nekako. Je kar podobno, Se pravi, ti kaj bi rekla Maribor? Maribor. Maribor. Si že bila v Mariboru? Je to vprašanje. Če blizu živim. Dobro, vprašati moramo vprašati. Kaj ti je najlepše v Mariboru? Pohorje. Belvi, razgled na mesto. Ampak, čeprav si bila tokrat v Mariboru, zakaj te sploh sprašujem, praviš, da ne veš, mislim, nekako ta grič Piramida ti ni najbolj v spominu, ampak še zmeraj bi rekla, da se Piramida nahaja torej nad Mariborom. Ja. In to je tvoj zadnji nekako odgovor tukaj, Maribor? Bo zadnji odgovor. Maribor je pravilen odgovor. Zdaj boš pa mogla iti gor na Piramido, no? Ja, zdaj bom pa res enkrat Pismo. mogla. Zdaj te bojo pa stari starši iz Maribora žicali. Očitno me vedno sam na napačne konce vedno Pohorja. Ja, ne, mislim, ali pa so Bo pravilni treba konci, malo saj ne veš. razširiti Obzorja. obzorja. Ja. Super. Zdaj sva pa prišla do zadnjega vprašanja. Še zadnje vprašanje. Še zadnje vprašanje, 40 Pa še evrov je ena tvoj. pomoč. Drži. Sploh ti ne rabim razlagati, ti točno Ne, veš, ja. koliko pomoči še imaš. Zadnje vprašanje Dobro. pa se glasi. Katera je glede zaslužka najuspešnejša franšiza videoiger v zgodovini? Torej, iščeva, katera je glede zaslužka najuspešnejša franšiza videoiger v zgodovini. Sklepam, da nisi ravno oseba, ki bi veliko časa v svojem življenju posvetila videoigram. To ravno nisem. To ja. ravno nisi. Okay. Lahko ti povem še toliko, ne, da ni samo najuspešnejša, mislim, je najuspešnejša ne, glede zaslužka ta franšiza videoiger, ampak ta franšiza je bila zelo popularna tudi ne v obliki recimo nekih kart, s katerimi si se lahko boril med sabo, pa tudi na televiziji bila zelo, zelo močna. Risanka. Taka risanka moje mladosti, bi rekel. Ti dam še sekundo, 2, da razmišljaš o odgovoru, o zadnjem odgovoru, ker od tega odgovora je odvisen zdaj, da boš dobila 40 evrov ali ne. Preden odgovoriš, pa je, dragi moji in drage moje, čas za oglase. Tako, mi smo nazaj z oglasov, s Tijo pa smo ostala pri zadnjem vprašanju oziroma pri zadnjem odgovoru. Ne, Pri zadnjem odgovoru, sem že ja. povedal, torej iščeva, katera je glede zaslužka najuspešnejša franšiza videoiger v zgodovini. Mal sva že razmišljala. Malo sva že razmišljala. Rekel sem, ne, da mogoče je bolj, da se ne fokusiraš toliko ne, na najuspešnejšo franšizo videoiger, ker ne, mogoče ne poznaš toliko franšiz videoiger, toliko močnih, ampak da gledaš na to, ne, da je bila zelo popularna tudi risanka včasih najne mladosti, bi lahko rekel. Ne. Še vedno sva mlada, ampak so bili tudi časi, ko sva bila mlajša, pa tudi ne, s kartami si se lahko igral, ti boril z različnimi stvarmi. Kartami so bile. Tudi karte so bile, ja. Yu-Gi-Oh karte. Pa Yu-Gi-Oh karte so, Pokémon karte so tudi tukaj zraven, recimo, ne. Kaj še je bilo? Digimon je imel svoje karte. Tudi to. Lahko, da je imel Digimon svoje karte, ja. Zdaj se pa odločiti. Ja. Je pa ta franšiza oziroma ustanovljeno leta 1996, torej bo rekla 21-22 let nazaj. Druga najuspešnejša franšiza pa je Mario. Mario pa poznaš, ne? Seveda. Mario, italijanski vodovodni inštalater. Pa Luigi. Inštalater, ja. Ja. Inštalater, ja.
Vodovodar. Ja. Ne, Mario. Dajmo po Mario. domače povedati. To je druga najuspešnejša. Kjer je pa ta prva, ne, ki jo iščeva? Lahko ti še toliko povem, da spada pod multinacionalko Nintendo, celotna zadeva. Pod Nintendo Pol spada. bi pa rekla, da je to Pokémon. Pol bi pa rekla Pokémon. Pokémon. Lej, zadnje vprašanje je zadnji odgovor. Pomoč imaš tudi vedno na voljo. Hočeš kakšno pomoč izkoristiti na tej točki? Ne. Ne. Bom rekla rajš Pokémon. Boš rekla Sama. rajš Pokémon. Sama bom rekla. V redu, lej, če ti rečeš Pokémon, moram vzeti ta odgovor. Pokémon je tvoj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Pokémon je pravilen odgovor. Tija, bravo! Super! Super, ne bilo tako težko, prišla sva do konca. Ja, vmes je me že malo zaskrbelo, sem zdaj proti koncu se je kar dobro izteklo. Se je dobro išlo svetovno. Ja. Tija, me veseli, kaj boš zdaj z vsem tem denarjem? Ne vem. Jahta. Nekaj si bomo šli. Bahami. kupiti. Ja, rajš Mehika. Rajš Mehika? Mehika. Mehika? Mehika me že od nekdaj vleče. Kjer del Mehike? Tam, ko so Cel del Mehike. Cel del Mehike, pa hrana, mehiška hrana, pa te plaže. Evo, me veseli, upam, da boš teh 40 € dobro porabila. Seveda. Dragi gledalci in gledalke, zdaj pa je čas, da nam Tija še malo več pove o svojih občutkih o kvizu Poberi v mestu. Ta kviz se mi je zdel fenomenalen, veselim se tudi nagrade, vse pohvale pa tudi grejo Marcelu, ki tako lepo vodi. Kak? Pa ekipi. Pa tudi ekipi. To je to. Hopa, cupa. Dragi moji, jaz sem toliko zaspan, da ne morem niti več trika narediti. Vsi smo se zmatrali, ampak smo se imeli ful dobro na današnjem kvizu. Lahko nas gledate še naprej na TV3. Če ste tudi vi zaspani, pojdite zraven. Pridite zraven. A nas boste videli tudi gledali na TV3? Bosta, tudi one dva nas bosta gledala na TV3. Tako da gledajte nas tudi vi naslednjič. Če nas srečate v Ljubljani, igrajte se z nami. Če ste doma na kavču in nas gledate, igrajte se z nami. Se vidimo naslednjič, uživajte in lahko noč.